Živijo vsi sledilci Reggae.si strani in poslušalci seveda Rhythm Operator oddaje. Danes smo tretji dan na festivalu Overjama. Vzeli smo si par minut, da se pogovorimo tudi z našimi glasbeniki. Z nami je seveda noben drug, Tadej Tadiman Tratnik. Živijo, Tadiman. Zdravo, kako si? Ekipe. Jaz sem boljše, kot je besede, sploh obstajajo. Ne vem, če imamo to besedo. Aire, vesel, happy, blessed, vse. Že od prvič, kaj sem tukaj v tej stavbi stal in je meni reggae glasba igrala, tukaj v Tolminu, bil sem star 22 let, bil enostavno paf. Tako da od tega dalje nisem še dalje pafa po glavi. Letos imamo 10. edicijo Overjama festivala. Povej mi, vem, da te vidim vsak let tukaj. A si bil na vseh 10 edicijah, si kakšno zamudil? Ne, na vseh sem bil. Pa če greva malo v preteklost, glede na to, da poznaš festival in vse že od samega začetka. Od prve edicije, ki niti ni bila v Tolminu do danes, kaj bi ti rekel, da je v bistvu se na festivalu spremenilo, oziroma kako vidiš ti rast festivala Overjam? Od zdaj prva edicija je bila zelo posebna, ne? Tam na tisti meji je bila ena posebna situacija, ki je nekako bila naprej predvidena, ker jaz sem za to ekipo, ki so si Overjam umislili, fanti, ki so umislili, jaz sem jih že leta in leta prej poznal in sem z njimi sodeloval na reggae sceni, torej z Fulvijotom, on je bil moj bobnar in nekako sem živel pri njemu v Italiji. Tako da ta ideja o festivalu so Italijani že leta in leta prej nekako tudi manifestirali za dogodki v Avsoni, za dogodki na Trstu, z vsemi mogočimi malimi festivalčki, ki so si jih prirejali, in Fulvio je vedno imel to neko željo, da bi to nekako naredil tu v neki naši ganja smoking, friendly, zeleni, lepi naravi. Italijani imajo zelo radi Slovenijo, ker imamo dobro hrano, dobro energijo, dobro vse, ne? In tako nekako je to, ko se je zgodilo, je bilo takrat prvič na tisti na meji, dejansko poleg Trsta je bilo dejansko tako, da so lahko tisti Tržačani, ki so nekako glavna baza tega festivala, bili, ko se je festival rojevo in tako dalje, so bili tam nekako, to je bilo čisto tako pred mestom, samo si se z mesta gor malo zapeljal na mejo, pa si potem tam se ti je to zgodilo. Seveda festival ne moreš primerjati danes za takrat, ker takrat je to bil poskus nekje z enim programom na enem parkirišču. To danes pa je, mislim, na eden izmed najboljših reggae festivalov na svetu, torej 5 zvezdic reggae festival, ki se seveda vsako leto, kot vsi festivali z 5 zvezdicami, se vsako leto spreminja, vsakič prije še nekaj probajo drugače, nekaj probajo nadgraditi, nečemu se prilagodijo. In meni je, jaz bi težko rekel, meni je čisto vsaka edicija tukaj na Soči od prvič, kaj smo se vsi sem vrnili, pa je bilo mi tako zanimivo, ker je bilo tudi vsa slovenska scena, pa po drugi strani vsa italijanska, oboje ne poznam, ampak ločeno je bil meni zanimiv trenutek, ker nekako sem lahko to povezoval, kar imam zelo rad, ker v bistvu zato sem reggae glasbi, da povezujem. Teda meni je bilo dream come true, mission fulfilled, ne? Coming of people together, to je, mislim, for me je just blessing, po meni samo dežujejo radostni trenutki in feelingi in spirit je cel tu od prvega festivala do danes. To, če kaj mogoče gre na robe, danes mi je nekdo rekel, nekega spirita, nisem tako zažarel, in celi požgani zdaj hodi doli po plaži, ne. Veš kaj, mislim, spirit je cel cajt, ne, mogoče vsako leto grejo stvari na robe, pa nekaj odpade, pa zdaj tu pa dežuje, pa tam nekaj, tam se WC smrdi, pa nekaj pač, vedno so kakve tehnične stvari, ampak tak je v lifeu, tak je na splošno življenje v materiji, v telesu ni perfektno, nekaj te boli, skašljaš, smo ljudje, imamo neko obliko in take tudi potem vse stvari, ki se manifestirajo. Jaz sem samo presrečen in bom rekel, na prvem festivalu sem to rekel, reggae je več kot kultura in to je culture festival, to ni moda, ki je zdaj prišla in bo šla, to je tu, preden smo se mi shodili, ta glasba že je igrala in živela in bo tudi dolgo potem, ko nas več ne bo ona tu, ne? Kot je rekel Benjamin za finale leta 2000, reggae will be reggae and the reggae still be reggae in the year 3000. Tako da v bistvu smo mi v tem obdobju se je ful razvilo
In kaj je najbolj pomembno, ostal je tisti duh in tista resnična nota, ki sem jaz takrat poudaril, da to je culture festival. To zdaj ni neki biznismeni so prišli, pa videli, kaj se splače delati, tu zdaj to ta ganča, pa to bomo zdaj tu nekaj narediti, tako kot se dosti krat to v glasbenih biznisih je. Ne, tu se to delajo fanti, ki sem jaz pri njih doma živel, nimajo, na posli smo skupaj spali. Leta in leta sem jaz s temi fanti živel po Italiji, kot regaš v rentanih sobah in oni so iz tega ničega vložili vse te energije in za to energijo, to so res ljudje, ki imajo radi reggae, ne za samo 1, 2, 3, cela ekipa okrog, to se pravi neka reggae familija, ki so, in to se recimo kaže, in oni so s tem respektom do reggae to pristopili do nas Slovencov, pristopili do vseh okrog, tako da ta zdrav kor, zdrava sredica se čuti še do danes, da še po 10 letih dejansko še vedno tu smo vsi sproščeni, se šetamo, vsi rečemo en drugemu, mene nič, kar pač, bom rekel, tak natural, recimo, če zdaj to primerjam z Sočo River Splashom, tam doven ni mogel not v to stavbo stopiti, razen jaz, par artistov, organizator glavni. Meni je bilo čudno takrat biti tukaj v tem krogu, ker so pa doben ni mogel noter, ne. Danes je to popolnoma išče se, kaj pa ti delaš, kaj pa ti si, be part of the crew, be part of the family, join in, ne, kapiraš, ne, tako da to je good spirit, to je the real thing, jaz sem samo vesel in happy in to je to. Je bil tudi eden od mojih vprašanj, velikrat se Overjam v bistvu nekako enač z River Splashom, oziroma vedno iščemo neke te usporednice, tako, usporednice. Kaj bi ti rekel, bi lahko potegnali kakšne usporednice z River Splashom? Prvo se moramo zahvaliti, da imamo Jah Rastafari, da imamo to lepo okolje. Drugo se moramo zahvaliti, da imamo to lepo super karmo Slovenci, da lahko tu izvajamo take posebne stvari, da je to Jamajčani čutijo, Afričani čutijo, vsi čutijo, da imamo tu special force. Seveda se moramo v veliki meri zahvaliti našemu dragemu Rolandotu Jurečkotu, ki je bil človek z vizijo, vodnar z vizijo, ko še v Sloveniji, razen mene, pa par ljudi v Ljubljani, pa to sploh, da meni vejo, kaj je reggae, zakaj je reggae, čemu reggae. Jaz sem z reggae bandom igral po celi Sloveniji, sem bil vesel, da niso v nas metali stvari, ker smo tako dobro igrali muziko. Ne, ker je bil reggae. Mi smo igrali metalcem, funkjašem, šminkarom, pa ker smo igrali reggae, tako smo igrali dobro, da so si rekli, ok, nijam rad reggae, ampak to je resna zadeva, ne. Kapiraš, ne? In hočem reči, da se je vseeno, se je reggae glasba od takrat do danes toliko razvila, ne, veš. Taki korak, Rolando je s tisto vizijo takrat potegnil eno dosti večjo stvar za sabo, kot je sploh bila možna, dejansko. Slovenija ni imela reggae scene, pa smo nekrat imeli reggae festival. To je zato, ker Slovenci smo delno radi reggae imeli, ok, to je neka muzika, pa dehamo radi, pa vedeli smo, da tu gor je pač lepo, pa grem te nekaj dehat, pa nekdo malo reggae muzike bo, pa nam je to bilo v tistem trenutku pač ful, ne. Seveda so Italijani, ki so imeli takrat že reggae sceno 30 let, so to že takrat ta festival požrli in so že takrat dali tisto bistvo temu festivalu. Že za časa River Splasha, če bi bil na plaži, če bi spremljal dancehall, DJ, samo oni so drli pa žvižgali, Slovenci smo nisli, da oni tulijo, tu kaj to je zdaj, če to zdaj reggae, one love, man, ne veš kaj mislim in tak dalje, oni so že takrat bili tu, ko še zdaj, mi nismo zdaj, ne. Ampak, tako da bom rekel, to je super, River Splash je bil super, imeli smo super velika imena, v zgodovino smo dali tu Butch Bantona, ne vem kakšna velika super imena. Rolando je naredil super delo, pač v tistem okviru naš Slovencev, pač taki, ko smo hlapci med sabo razdeljeni, vsak za sebe cuka, vsak bi vse sam si glavo postrigel, sam si skuhal svojo firmo, sam si bajto postavil, ne vem kaj, sam sebe oplodil, ne. In pol pač smo tak, da nijemo tega kolektivnega duha, za razliko od Italijanov, ko se pa pač eno veliko futbol moštvo, en je črn, en je beli, en ima plave oči, ampak pač za to, da bo dober nogomet pač skupaj, zato da bo dober kosilo skupaj skuhajo, zato da bojo imeli vrej festival, se vsi potrudijo skupaj. Nam Slovencem to je malo včasih čudno, si mislimo, zdaj mi plačaj, zdaj prišel špila, ne, oni to gledajo na to, Italijani gledajo na festival, wow, to pa je naš poletni trenutek, dajmo vsi skupaj, naredimo si lep life, ne, ok, denar pač gre,
nekim 4 zvezdnikom, ko pač vsak pobere toliko, ko mi v celi karieri potegnemo, ne. Ampak hvala Bogu, tu je reggae glasba, recimo, za razliko od vseh ostalih glasb, metalo, funka, ko so big budget hip-hop glasbe, milijoni dolarjev za njimi stojijo, obrati, ne vem, veš kaj, ne vem kaj vse, za reggaejem nič ne stoji, samo teh par milijonov ljudi, ko verjame v to, ne. In dejansko je reggae glasba zelo poceni glasba, medtem ko se večino festivala po celem svetu je pocrkalo, ker ne morejo plačevati teh zvezdnikov, je v reggaeju, tako da je reggae ena od najbolj poceni glasb na svetu, ne. Recimo Abesinijanci, ki so na sceni 50 let, naredili so himno rastafarijansko, ne morem zdaj opisovati, kaj vse so naredili, imajo ceno kot Elvis Jackson. Veš kaj mislim, ne? In tako da to je, reggae je zelo poceni in zaradi tega tudi preživi lahko vse te nerodne trenutke, ki jih druge glasbene scene zruši, reggae preživi, a majčemo na koncu šel za karkoli, bo šel okrog, reggaejaš Rastaman tak se dela glasbo, kar hoče, ne, zato ker more, ne, in tak dalje, in nekako reggae zna preživeti neke take čudne trenutke, ne, in tako da to je prednost naša, bom rekel to, da znamo za malo ven potegniti dosti in tak dalje, da je to je velika, ne. Po drugi strani pa je pa feeling posebno dober, ker vseeno mi, ko delamo zdaj tu budžete, pa denar, pa vse te, tokrat veš, da gre to na en otok v razvoj za hraniti družine, da gre v šolo, da to ne gre za neki veliki korporaciji, Coca-Cola festival, pa veš kaj mislim, ko nam bojo vse pobrali, da bojo oni dalje nas giftali, ne. Tu se gre za to, da bojo potem ti ljudje dalje lahko ustvarili to glasbo, da nam bojo dali duhovno hrano, ne, bračelnica. Circle. 10 let je dolga doba, vsak, mislim, 10 let že skozi hodiš sem. Povej mi, verjetno se naplete, sploh tebi kot glasbeniku, še več dobrih zgodb v bistvu. Meni se je stari zdaj samo v tem 3 dneh že toliko zgodb pletlo, lahko bi zdaj napisal celo ali ne. Vsak dan je toliko blessingov, sploh meni, ko živim to celi life, bereš od 16 leta, da živim, meni se to samo tako vse zlaga v eno veliko piramido, tako da karkoli pade noter, tudi ko dež pada po meni, po dežu, nisem je videl kako po dežu hodim s plifom, okrog vsi se skrija, jaz po dežu hodim, ker je I feel the rain, I feel it's no problem. I'm just happy to be here, bi rekel Ringo Starr, veš kaj mislim, jaz sem največji fan, jaz nisem tu nič kaj druga, samo največji fan. Poleg Roots in the Woods pa nekih lepih prebliskov, ki jih vsake toliko cajta dobimo na slovensko in na slovenska tla, je v bistvu Overjam eden pač edini največjih festivalov pri nas. Kako bi ti rekel, kaj OJ pomeni za Overjam, za našo sceno v Sloveniji? Kaj bi bilo, če ga ne bi bilo? Nemogočega tega ne bi bilo. To je tako vprašal, kaj če ne bi bilo Tadimana? Kaj če ne bi bilo Tadimana? Ja. Bi bil reggae festival za to? Ne moreš tega vprašati, ne. Mi smo tu, tako da ni čejo, mi smo tu in to je to in mi to manifestiramo in to je realnost. Drugi si morajo sprijazniti s tem, da mi smo tu in oni morajo sami sebe najti v tej realnosti. Nič reggae muzika prije, ali hočeš ali ne hočeš. It's coming your way. Ni to samo glasba, ni to samo party, ni to samo rock'n'roll. Tu se gre za dosti večje kozmične, karmične energije, ki se zdaj tu dogaja, mož vedeti, da v teh hribih tu so že pred 100 leti ti isti narodi, ki se danes objemamo in radujemo v imenu His Imperial Majesty, smo se streljali in ubijali in nas je 4 milijona tu umrlo v dosti krajšem času, kot zdaj Overjam obstaja, ne. Tako da mi v bistvu zdaj čistimo karme, gradivamo mostove, to je dosti več kot samo to, kar si nekdo na prvi pogled tukaj z jointom v ustih zamisli ob tej lepi glasbi. To je dosti več. Reggae glasba prinaša ne samo brisanje teh zidov in mej, prav tako prinaša natural way of life, ki se bomo
tak si mogli prav tako kot z reggae glasbo sprijazniti, da je čas, da začnemo se zavedati, da smo part of the big system in da natural way of life je future, moramo se zavedati en drugega, vsi bomo mogli se slejko prej prilagoditi stanju. Nekatere kulture na svetu so mogle se cel prilagajati, pa od njih se lahko učimo. Tako da, man. Pa te posebno kot glasbeniku, kaj ti dejansko Overjam pomeni? Zdaj, sodeloval si z velikimi zvezdami že ameriške glasbe, a mislim ti kdaj tukaj ratali kakšne kolaboracije, recimo dobiti samo zato, ker ste se srečali na festivalu ali pa? Jaz nič ne planiram, nič ne delam tako. Jaz sem samo happy to be here. Jaz sem samo največji fan, ko tu hodi okrog. Nimam z mene karijere, nisem jaz doben superstar, ni to, to je moja misija, pač to, kaj jaz delam. Tudi zdaj, če bi bila vojna, tudi če bi zdaj v jarkih ležali, če bi zdaj bili kjerkoli bi jaz to isto glasbo špilal, pel, delal, to je pač zdaj, kje smo, zdaj to, ali sem zdaj tu, ali tam, ali kot, to je čisto meni popolnoma vseeno, ampak moja misija je tukaj, v Sloveniji, to pomeni, da imam to prečudovito karmo mi je džal dal, da imam jaz svojo misijo, lahko pa v Sloveniji, delamo, če bi se rodil, lahko Bog ve kje, ampak ne, da je džal sem, tako da se počutim kot en kralj v svojem botaničnem vrtu, smoking the best herb with beautiful people and in the center of the world, on the footstep of His Imperial Majesty. Selassie je tu dosti krat bil. Ko ga ni bilo, so si izmislili, da je bil. Ne, veš kaj mislim? Ko Selassija ni bilo tukaj, v teh krajih, so si ljudje izmislili, da je bil, pa to je bilo 20 let preden je sploh prišel. Tada misli si, kakvi power imajo tih rički, ne. Rastafari. Že nekaj časa se tudi pogovarjamo, oziroma že tudi med korono sem imela en intervju, pa so se pogovarjali o tem, kako napreduje kaj, se pravi, nov album najprej si ti hlapcev, lahko kaj več poveš, kako, kdaj, kje, zakaj? Hlapci snemamo, zdaj hlapci glih miksamo eno pesem, dejansko smo ful zasedeni, bili zdaj za poletje, imam turnejo, vsak nekaj dela, zato nismo zdaj še mogli zmiksati, ampak v bistvu smo posneli par čisto novih pesmi, čeprav imamo zdaj približno za 4 albume pesmi, ki jih ljudje poznate iz koncertov, pa še jih nismo posneli, ker mi smo pač eno od onih bendov, ko imamo več kot 10 albumov glasbe, ampak posneli smo pač 3, ker pač to tak produkcijo v Sloveniji nija smisla, ljudje ne kupujejo CD, ljudje ne poslušajo CD. Prav tako nismo bili nikoli pripravljeni delati low budget production glasbe, zato ker to ne smemo. Ne, veš kaj, mislim, to je naša naloga, kot to, ko delamo reggae glasbo, da delamo reggae glasbo na najvišjem možnem nivoju, kar nam je bilo dano tukaj. Kapiraš, ne? Tako da naša naloga je, da držimo reggae visoko ceno. Tako da mogoče zaradi tega nisem v življenju dosti posnel, ampak dosti glasbe imam. Zdaj, ko imam svoj studio, pač lahko dosti več ustvarjam, delam. Jaz imam že skoraj za 2 albuma solo pripravljena, ko ne vem zdaj, kak jih naj zapakiram, kam jih najdem, kdo bo to poslušal, kaj bo te s tem. Ali se mi to sploh splača ven dajati, nek to energije, ful potroši, ne, pa tak dalje, ne, pa vsega denarja, vseeno nijam zdaj za take stvari toliko budžeta, ne, da bi sam sebi albume snemal. Pač ni glasbenega biznisa, ne, tako da to je pač bolj, bom rekel, ko narejem s albume, to bolj, kot da vam narejem rojstnodnevne voščilnice, pa vam dam sliko, ko smo se naredili za moj rojstni dan, ne. Tako da to je bolj, bom rekel, res tisti, ko delamo dan danes glasbo, moraš vedeti, da delamo res, to so res oni soldierji, ko bi delal to kdarkoli, ne, neki drugi človek bi si to avto kupil ali pa ne vem kaj drugi, mi pa to delamo, ne. Tako da muzike imam dosti, zdaj, če bi imel neko založbo, bi dejansko vsaki mesec kakšen komad izdal, 100% minimalno. Tako pač se mi ne da s tem ukvarjati studio.
jaz vem, da vsaj za sebe lahko govorim, da pač v vsakem primeru, ko mi čakam, da boš prinesel kakšno kartico spet. Ja, vse zapravim, zdaj vsi ti hlapci smo v akciji, jaz pa stadi imam ogromno materijala, nekih novih duetov, kombinacij. Zdaj se moram v bistvu malo zbrati, pa videti v bistvu točno v katero smer bom zdaj za naprej v naslednjem letu izdajal stvari, ali bom šel, ker imam dosti daba, imam ogromno takega ruca, imam tudi nekaj dancehala zanimivega, slovenskega, angleškega. Ne bi rad zdaj preveč naplavo, ker je danes tudi tako, da če pesem recimo izdaš, če jaz zdaj pesem dam ven po svojih kanalih, bo mogoče jo bo videlo 100 ljudi, pa 200 ljudi, pa se bo pesem končala. Zdaj mogoče, če bom naredil zdaj video spot, pa se bom zdaj tam ne vem kaj, bo brate Michael Jackson naplesal, pa ne vem kaj, bom mogoče 1-0 zadaj dobil, ne, pa mogoče 2000 ljudi to videlo, ne. Tada vseeno bom rekel, je to full energije, denarja in mesece, 10 ur na dan, celi mesec delati, da te vidi toliko ljudi, da če zdaj vzamem tu Facebook pa neke bedarije govorim, bom dansko imel verjetno večji ogled, ne. Tako da glasba ima ful mali danes, v tem času, ko živimo, pač ljudje imajo toliko vsega, pač imaš, kapiraš, tu ena igrica, tretja igrica, Facebook, Instagram, to, nage babe, levo, desno, folk pač vse gleda, knjige bere, 1000 stvari, da enostavno je glasba še res samo neki mali, mogoče manjši del pozornosti človekov jemlje danes, tako da pač moramo pač mi glasbeniki potem tudi tako malo si pač moraš reči, da okay, nija smisla mogoče zdaj. Ne. V decembru imate tudi koncert, ki bo obeležil 20-letnico, ne, delovanja City hlapcev. City hlapci imamo zdaj, mislim, da že ne 24 let. Ja, sem glih hotel reči, da sicer stoletja počasi imamo. Delate že del, a nam kje lahko veš o tem koncertu, kdaj bo, kje bo? Zdaj imamo naslednji koncert, imamo v bistvu 3. septembra v Mariboru. 3. september v Mariboru imamo tale projekt Support Pekarna, kjer povabijo bende, ki supportajo pekarno, tako so nas zdaj najeli za 3. septembra v Mariboru, ker bomo s to malo večjo ekipo, saksofonom, back vokali, imeli bomo goste, moj sin, hčerka od Benota, sin od, v bistvu naši otroci bojo zdaj igrali še vmes. To je zdaj v bistvu naslednji datum, seveda pa si želimo, da bo uspel tudi torej naša obletnica tradicionalna v decembru, da bomo skupaj spravili, seveda, če ne bomo spet zapadli v kakšne situacije, potem pa mogoče tudi ne. Jutri boste tudi nastopili na Maverick Stage na Velikem odru. Ja, če da vreme, bomo jutri, ja, res je. Bomo slišali tudi kaj tako novega materijala? Pa kaj zdaj, če bo kaj novega materijala? V bistvu ne bo nič kaj posebej novega materijala. Ne bi rekel, mislim, imamo tako eno kratko retrospektivo smo naredili našega dela iz vsakega albuma, kaka pesem, kaki tradicionalne, par tradicionalnih bomo zaigrali bomo tudi Mighty Diamondse, Pazdi kući, letos je taka žalostna trenutek za reggae glasbo, so nekako moramo to himno troviti med ljudi. Drugače pa in a different style bo vse skupaj. Po 10 letih bo naš klaviaturist Boštjan Jug z nami, super mašina, 2 back vokalistki, saksofonist, malo bo aranžmaje drugačni, ampak nismo zdaj hoteli nekaj posebej novega predstavljati, nekako smo hoteli malo bolj celo sem hotel bolj potegniti še čas nazaj, recimo pesmi, ko smo jih pred 20 leti igrali, recimo na tem odru, recimo, ne, to je en taki special feeling, to je bil, ne, se bo, ne. Odlično, ja, se pravim, jaz komi čakam, da vas bom slišal, spet Ja, po dolgem sajtu na odru. Hvala za čas, ki si ga vzel z nami, vedno, Pa hvala za čas, ko si ga vi vzamete za reggae muzika, to je pa. vedno se lepo pogovarjati z domačimi, se pravim, glasbeniki, jaz upam, da jih bo z leti vedno več. Ti pa svoje delo upravljaš več kot odlično za promocijo
Ne znam drugače. Tadi, hvala, uživajte na odru, pa se vidimo pod njim. Ne? Ja, Rastafari. Hvala. Hvala. The best.